To je Radio 1 podcast. Še ena legenda prihaja na rdeč kavč, koliko enih zgodb in o vsem tem bova govorila, o temu, zakaj je mogoče bolj priljubljen v državah bivše Jugoslavije kot doma, pa kako so določeni komadi nastali in tudi o največjih napakah. Pravi, da jih ni bilo ravno malo. Z mano bo Zoran Predin. Ja, zelo sem vesela, Evo, Zoran, da sva se ulovila. Lovila sva se prejšnji teden, ko si bil ti na Švedskem. Včeraj sem prišel domov. Z Borisom Dežulovičem sva imela 2 nastopa. On je promoviral svojo knjigo. Ja. Potem sem imel jaz en tak predstavitvenik set s svojimi pesmimi. Končala sva pa z eno kabaretno točko, ki jo imava zdaj že nekaj časa skupaj, pojeva pesmi Predraga Luciča, njegovega pokojnega soborca iz Feral Tribune. In to je tudi zelo, zelo lepo sprejeto in sva bila v Göteborgu in Malmeju in zdaj imava za jeseni že en kup povabil, ker je zelo neobičajen pristop in literarno publiko, ki jo pritegne on, pa glasbeno, ki jo pritegnem jaz, se zmeša potem v eno tako krasno družbo. In bova verjetno to nadaljevala. Zdaj verjetno v jeseni Praga, pa Frankfurt, pa Kebenhavn, pa potem nazaj na Švedsko bova videla. Se pravi, da je krog sklenjen, da naredimo vse. Veš kaj, ja, fajn je, če že greš tja, da ni samo en, ne? Ker to je najdražji koncert, če je en, ne? Če jih je pa več, se pa to potem pokrije in tisto, kar je bilo že pred korono, jaz sem tudi veliko nastopal okrog in je bilo že v vseh večjih mestih, ne samo v Evropi, tudi v Ameriki in Avstraliji, je te jugoemigracije skozi desetletja, ključno z zadnjo tole povojno v Dublinu recimo živi 8-9 tisoč Hrvatov, ki so prišli tja v zadnjih 7 letih. In vsi ti koncerti, ker Jugoslovani tam niso skregani med sabo. Zunaj se združimo, ne? Zunaj so vsi vse poslušajo in je vse okej. Šele pol, ko se za praznike novoletne, pa to pelja domov, pa so spet malo skregani. Doma se te malo skregati. Pa so pa spet prijatelji. Ja. Pogledala sem si tvoj dokumentarec, glasbeni dokumentarec Praslovan, ki vam ga priporočam, da si ga pogledate, ker te res vidimo v vseh tvojih spektrih, bom rekla, ne? Res je. Zelo dobro narejeno, zelo se je slobodan režiser potrudil, moram reči. Izjemen nabor sogovorcev, ki so povedali zelo zanimive stvari o tebi. Ne morem se pa nekako znebiti tega občutka, da te vseeno ima ostale države bivše Juge, da so te imeli rajška doma. Ja. To je pa tako, čez to ne gre. Pač je, ne, so eni pisatelji, jaz mislim, da sem med njimi, ki bomo posthumno zasloveli. Ja, ja. No, in na tak način je pač tudi moja kariera se je odvijala, sej v filmu samem je tudi povedano, kdaj, kako in zakaj. Ja, pač jaz ostajam svoj in kot tak nisem najbolj primeren za glasbeni posel. Moral bi biti bolj vodljiv, bolj prilagodljiv, ne bi smel imeti svojega mnenja. Takšni so potem najbolj uspešni. Ne? Ampak tak si od začetka, ne? Ja. Da v bistvu si... Tak malo poklumpan. Ampak na zelo lep način v bistvu zapakiraš svoje stvari, svoje mnenje, ampak to je bilo očitno tudi preveč, ne? Za vse sisteme, skozi katere si šel. Ja, pač jaz sem upornik v vsakem sistemu, ne? Ko smo bili v Jugoslaviji pod Titom, sem bil pač imel poln kufer tega pretiravanja in vseh teh
Čaščenja. Jajc. Ja. No, potem se je pa stvar obrnila in v enem trenutku mi je postalo jasno, da pa zdaj je treba spet na okope proti aktualnim oslarijam. Ne? In tukaj pač ostajam zvest razmišljanju svojo glavo in v te bazične postulate francoske revolucije, katere verjamem. Ne? Enakost, bratstvo in svoboda. Tako da tukaj pač nima smisla karkoli spreminjati, ker enostavno te stvari mi ne ležijo. Nekajkrat v karieri smo se igrali z neko ironijo in jaz sem tudi poskušal se v pop glasbi in mi je kar dobro ratovalo, pa sem pa ugotovil, da to ni za mene, da v bistvu tega ne maram. Če hočem držati svoje besedila na nivoju, pač moram sprejeti to, da zahtevajo neko predizobrazbo, zahtevajo neko pozornost in da je pač količina sorodnih duš glede na, kako bi rekel, najpopularnejšo muziko, aktualno generacijsko muziko, pač sorazmerno majhna glede na število prebivalcev v urbanih sredinah, ne niha kaj posebej. Ne? Recimo, na pamet govorim, 15-10% ljudi je moja publika. Ne? Ostali so pač bolj narejeni za druge glasbene žanre in tak naprej. Seveda, po 45 letih se stvari tudi temeljito spremenijo, ne? Generacije se zamenjajo, prav je tako, da pridejo novi bendi, mladi imajo nove junake in tako dalje. Ne? En del te publike sorodnih duš smo pa mi, ki smo ostali mladi skozi vsa svoja leta. Ne? In to je en tak odziv, ki je tudi v tujini zelo negovan in se mi zdi, da se dejansko je muzika kar precej razdelila na eno dobesedno popularno, ki pride in gre, potem pa znotraj nekega žanra ostajajo kvaliteta, originalnost, malo provokativnosti, nekaj humorja, nekaj erotike, neke zvezde stalnice. Ne. Znotraj tega pač to je stvar vsakega posameznega avtorja, da se zna publiki predstaviti na način, kot si želi, da bi ga dojemali. Mene je recimo presenetilo, pa se z nekimi temi stvarmi sem bila vseeno seznanjena, ampak recimo za mlade bende, ne, koliko je zdaj lažje delati karkoli v primerjavi, kako je bilo vam. Vi ste mogli dejansko svoje besedila pesmi pošiljati v odobritev, da so pravilna oziroma da so usmerjena tako, kamor biti, da so na liniji, da ste jih lahko igrali. Plus ime benda, torej Lačni Franček, konkretno ta primer, črka Z na koncu, plus lačni, v Jugoslaviji ni lačnih, a ne? Koliko enih omejitev, kaj šele video spoti, kako to zapakirati, da imaš ta dvojni pomen, da ga ne razberejo takoj na prvo žogo, a ne? Ja, nekatere stvari so bile bistveno težje, vseeno pa se mi zdi, da je zdajšnjim kolegom težje, kot je bilo nam. Ne glede na tisto ideologijo pa vse te stvari, takrat se je zgodilo nekaj, kar nam je zelo pomagalo, se pravi, punk je osvobodil zabavno glasbo na takšen način, da so začeli bolj poslušati vsebino kot pa embalažo. Besedila so htela spremeniti svet na bolje, so bila uporniška, so bila provokativna, zanimiva, originalna. In znotraj tiste scene v 80-ih letih po Titovi smrti
se je zgodilo eno tako čudno zatišje. In v tistem zatišju je v domačih diskotekah prvič zaigrala tudi domača muzika. Do takrat so samo tuje komade vrteli. Potem so prišli idoli z Malčiki, pa Pankrti z Bandiero Rosso in tak naprej. In se je pozornost najmlajše publike takratne obrnila definitivno na domačo sceno. Novi val je vseboval veliko različnih žanrov, ena erupcija kvalitetnih bendov se je pojavila znotraj tistega desetletja. V bistvu od, 78. do 88. V tistih 10 letih se je to zgodilo. So bile tudi te, mi smo bili vsi obdavčeni kot šunt in to je, da se sliši paradoksalno, ampak če nisi bil obdavčen kot šunt, sploh nisi bil zanimiv za publiko. Morali smo pač pregrizniti vse tiste nerodnosti, pa tiste zaslišanja, pa aretacije, pa taka jajca. K sreči se ni nikomor nič res hudega zgodilo in potem se je pač v tretji fazi te obravnave zgodilo to, da so nas več ali manj vse nagradili s svojimi nagradami. Ne. Jaz sem zelo ponosen na družbo in nagrade, kot so bile recimo Zlata ptica v Sloveniji ali pa 7 sekretarjev SKOJ-a na nivoju Jugoslavije, ker če pogledam, kdo vse jo je dobil, se mi zdi, da je res prekrasna družba. Takrat sicer nismo vedeli, kako zgleda ta nagrada, ali je to takih 7 malih sekretarjev, ali, skratka, bilo je kar precej heca na ta račun. Danes je pa tisto, kar celo to sceno zelo duši, je to, da imajo mnogi doma svoj studio, da bendi takoj posnamejo svoje plošče, albume, single in tako naprej. In moja založba vsak teden, vsak ob petkih najavi, 50 novih pesmi. Pa naslednji teden spet 50 novih pesmi. Pa potem radijski valovi in mediji jih lahko prenesejo naprej, mogoče 10%, 15%, ne vem. In marsikdo je enkrat zavrten nekje in potem enostavno fizično ni dovolj prostora za novo muziko. Radijske postaje imajo playliste, ki so narejene po nekem pač okusu radijskih urednikov, ki bi poznali arhivo, pa poskušali koga poriniti naprej in nazaj. Je vedno manj ali pa skoraj da ni več. Pojavljajo se te neki dogovori poslovni med posameznimi avtorji, da en del svojih pravic odstopijo medijskim hišam in so potem zato pač malo bolj privilegirani in tako naprej. Skratka, osrednji mediji dejansko nimajo več tistih radarjev, ki bi zaznali novo, dobro, kvalitetno in tako naprej. Tako da danes imeti en tak uporniški bend je za moje pojme teže, kot je bilo v 80-ih. Kot je bilo takrat, ko so vas drugi dušili, ne? Malce bom obudila spomine nazaj, ker nisem dosti tega prebrala ali pa zaznala, pa me zelo zanima in sicer tla ti malo zavidam eno od stvari. Vi ste se takrat dosti družili z EKV, ne? Ja. Z bendom, ker je bil res en verjetno fenomenalen, neponovljiv bend, ki je tudi zelo zaznamoval sceno. Oni so bili naši Talking Headsi, ne? Ja. In če bi bili, če bi peli v angleščini, če bi bili Angleži, Kanadčani, karkoli, bi bili absolutno svetovna skupina.
ki njihova muzika, če jih danes poslušaš, ni izgubila čisto nič. Tako. Mogoče celo obratno, Ja. lahko rekel, da so danes še boljši. Ne? Ampak si pa izpostavil, kako so bili v bistvu zelo problematični za sistema, ne? Kako so jih, bom rekla, zastrupljali namenoma, ne? Ja, to je ena tako žalostna, tiha tajna, da je takratni režim v beograjsko rockersko sceno zamižal na eno oko, ko so plasirali heroin na tisto tržišče, recimo temu tako. In takrat je veliko mojih kolegov postalo odvisnih in so potem zelo hitro tudi odšli. Cel ta band, Margita Stefanović, njihova pianistka, je še bila zadnja. Napisal sem eno pesem Kosa boje srebra, kar bi pomenili lasje srebrne barve. In tam pojem o tem, da sem dejansko to pesem sem res sanjal. Edino, ki sem jo v bistvu v sanjah napravil, da sva se srečala, ona je ostala mlada, črnolasa princesa Novega vala. Jaz sem se pa med tem zredil, postaral in osivel in me ni spoznala. Ne? Ja. In pač to mi je dalo idejo za to besedilo, ki je zelo popularno tudi posebej v Beogradu. No? Ja, tudi veliko ostalih kolegov, moram priznati, da sem imel to srečo, da sem jih spoznal in srečal, z nekaterimi tudi sodeloval. Veliko od njih je že mrtvih in to me zdaj zadnje čase dejansko, odkar je Praslavan v Sarajevu 3 leta nazaj bil tam sprejet na filmski festival, pa do danes jih je že iz filma odšlo preveč, absolutno preveč. Tudi naši, ne? Sašo Hribar, recimo med drugim. Sašo Hribar, Igor Mizdaris. Tako. Ne, to je pač vse lavi. Kako se spopadaš s tem, oziroma da odhajajo prijatelji, da so odšli? Ker tudi ti si bil na neki točki zdravstveno. Jaz sem bil že na izhodnih vratih tam pred 12 leti. Srce mi je, se pravi, ena zaklopka se je poklumpala. In uspešno zamenjana, ravno kar sem bil na kontroli in vredo dihta. In še ne bo treba ga še zamenjati. To bom pa moral zamenjati v enem trenutku. Ja. In takrat se res resetiraš, ne? Takrat imam novo štetje, recimo. Preblizu so bili vsi ti ljudje, ne? Glej, kompletna družina Dedić. Ja. Jaz sem se na Arsena zelo navezal, z Matijo sva ogromno igrala, nastopala skupaj. Gabi je bila vedno zraven. Ko sem končno našel kitarista po tisti prvi fazi Ljubimca iz Omare in Gypsy Swinga, ko smo bili, 15 let prezgodni in so nas vsi čudno gledali, ko sem potem našel Damirja Kukuruzoviča, mi ga je COVID ubil. Mislim, da je bil letnik mojega najstarejšega sina. Okay. In Igor Mizdaris, Šukarji, Sašo. Skratka, to je zelo boleče in jaz jih imam še vse v svojem telefonskem imeniku, nobenega nisem zbrisal. Nekako se mi zdi, da najkar ostanejo z mano, so z mano. Ampak tvoj pristop k tem stvarem, recimo konkretno tvoja zdravstvena zgodba, ne, si pa nekako, a si pristopil mal na humoren način? Napisal si en komad, ne? Ja, to je zdravilna zadeva, ne? Jaz sam sebe zdravim s takim pristopom. Rad imam humor, absolutno se mi zdi univerzalno komunikacijsko sredstvo, ki premaga vse zadrege.
podobno kot erotika in najraje imam kombinacijo obojega. Kako bi rekel, to je pač del mojega značaja. Balašević je ugotovil, da počasi govorim, zato ker imam tudi nekaj te vojvodinske krvi v sebi in nasplošno se mi zdi, da sem kar dobra mešanca slovensko-srbsko-turškega genskega vzorca. Ja. In zato pač ostajam radoveden in če si radoveden, moraš biti pripravljen na marsikaj. Ne zgodi se vedno, da dobiš prijetne odgovore ali pa da najdeš tisto, kar si mislil, da boš našel. Velikokrat je ravno obratno. In če takšne situacije pustiš preblizu k sebi ali pa če znaš reagirati s humorjem, se zgodi, da recimo nikogar ne užališ, sebe pa malo varuješ pred kakšno novo rano. Ampak, kaj si lih omenil humora, ne? Zdaj, jaz lahko rečem, da so to že ponarodeli vici, glede na tvoj počasen govor, ne? Na to. A ti je šlo to kdaj na živce, oziroma a te je zabavalo, kako si? Jaz se dolgo časa tega nisem zavedal. Odlično. Dokler sem enkrat potem srečal enega splitskega radijskega novinarja, ki mi je šel tako na živce, ker je tako počasi govoril. In potem sem poslušal to in pa sem rekel, no zdaj pa sebe poslušaj. Ne? In midva sva imela intervju, pri katerem zaspiš po 7 minutah, po moje. No in potem sem se te svoje počasnosti nekako začel zavedati, ampak sam sebi se zdim bedas, če bi začel resnično tako hitro govoriti. Nekdo je rekel, da bi bila ena dober skeč bi bil, če bi bila s Kreslinom skupaj rejali voznika. Ne. On bi bil tisti živčni šofer, jaz bi bil pa tak, ki bi moral zdaj reči, zdaj pa malo levo, pa zdaj malo desno, to ne bi vodilo nikamor. Ja, pač to je moja značilnost. Ne. Ampak lepše potem sestaviš misel, ker imaš čas jo oblikovati. Ja, veš, ampak tudi misli so dokaj počasne, tako da včasih se hočem točno izraziti in potem malo bremzam. Ne. Včasih tudi z veseljem povem, kako bo slarijo, ker se mi zdi hecna, pa mi je potem malo žal, ampak takrat je bila pa hecna. Takrat je bila hecna. Ja. 26 let bo letos, odkar ste s Kreslinom in skupaj z Lovšinom naredili najboljšo športno himno Slovenija gre naprej. Ja. Že, a ne? Ampak a je tisti občutek, kada je bilo včeraj? Je. Ja, to je nekaj, kar je ena taka življenjska stvar, ne. Tako kot si kdo zapomni kakšne stvari po nekih osebnih zadevah, tako smo si mi trije postavili en spomenik s Perotovo Slovenija gre naprej, ki smo jo potem vsak po svoje začinili, posneli in izvajali. To so bili časi polnih trgov in največjih dvoran in tisti koncert v Amsterdamu, ki je bil še posebej zgodovinski, ker še nikoli prej ni bilo toliko Slovencev izven Slovenije na kupu zbranih na enem trgu. Tam je en tak prizor, ki je nažalost ga ni noben posnel, vsaj mislim, da ne obstaja. V enem trenutku, ko smo peli tem 10 000, smo zagledali, da gledajo mimo nas. In so se polozrli in so tam bila 2 vagona tramvajev,
ki sta dobesedno priskakala na trg in iskrice skozi tiste električne žice, to se je vse iskrilo, ker so noter, kdor ne skače, ni Slovenc, so potniki tako skakali, da so tramvaji celi skakali. Tisto je bilo ganljivo. Pa še marsikaj tiste dneve, tako da jaz mislim, da je danes ta slogan, da bi morala iti Slovenija naprej, še toliko bolj aktualen, ker bila sva na Švedskem z Barbaro v enem mestecu, preko katerega se vidi Hamletov grad. Okay. In Barbara je igralka in se je takoj spomnila, da nekaj gnilega v deželi, 3 pikice. 3 pikice. Ja. Tako da je Slovenija gre naprej nekako, to bi moralo biti vodilo vseh, ne? Da gremo vedno naprej, ampak... Če se dotaknem malo tvoje filmske kariere, kolega, a ste vi naš novi dirigent? Jaz ne, to je... Veš, vsak rocker, ne, si želi nekoč biti tudi filmski igralec, ne. Vsi, ki bojo rekli, da to ni res, lažejo. David Bowie, Michael, Jagger, pa še en kup jih je. Vsem se nam je zdelo v enem trenutku, da pač to, da si igraš v enem filmu, ne more biti kaj posebej težkega. Ne. Moraš samo zgledati. Aha, ok. In seveda, to je zelo daleč od resnice. Namreč odkril sem, da nimam nobene igralske žilice. Ponavljati, kako bi rekel, nek naprej napisan tekst, ga nekako ponotranjiti, doživeti, da ti potem na nosu piše, da si ta lik, to ni za mene. In moram priznati, sem bil kar precej razočaran in sem potem tudi izjavil, da edino vlogo, ki bi jo še sprejel v kakšnem filmu, bila, če bi lahko bil gluhonem in če bi mi naredili zelene oči. To je to, ne? Ja. In zdaj mislim, da se to ne bo zgodilo, tako da preventivno sem moje pogoje postavil zelo visoko. Ampak se pravi, je pa Cavazza je napisal zate ta vlogo Zorana v filmu Kormorana, ne? Ja, in jaz sem zelo ponosen, da sem zmogel toliko z egom sva se kar rokoborsko zgrabila. Veš, kak je fajn imeti glavno vlogo, ne? Seveda. Ampak sem se zavedal, da to ni zame, ne? In je Igor Samobor odlično odigral tega Kormorana. Sem pa delal muziko za ta film, ne? No, vse to je bilo moje naslednje vprašanje, da mogoče nisi za igrati, si pa zapisati muziko. Sem. Tega sem pa kar precej počel, pol je pa prišel ljubimec iz Omare in takrat smo hodili po celem svetu, tja dol do Avstralije in pol enostavno nisem imel več dovolj časa. In pa še nekaj je pri filmski glasbi. Posamezni režiserji imajo svoje komponiste. In ko pride neka nova generacija režiserjev, stari avtori glasbe, ki so delali za prejšnjo generacijo režiserjev, tisti so potem poslani v spomine. In redko kdo ostane neprestano na sceni in danes imamo enega fanta v Los Angelesu, ki dela s Zimmerjem, s Hansom Zimmerjem. Tudi nagrade je že dobil, ne? Jaz se oprečujem, da ta hip pozabil njegovo ime, ki dela odlično. In je pa danes toliko lažje, kot je bilo nam. Mi smo še delali na tiste VHS kasete, filmi so se montirali, trakovi so se lepli. Ton v slovenskih filmih je še vedno problematičen. Pretiho je vse, ne? Je pretiho,
ne vem. Ne razumeš najboljše. No in danes pa se dela to drugače. In sicer vsi šumi, vsi dialogi, vse to se v računalniku lepo postavi v svoje intonacijske lege in potem ti, ne vem, najdeš prazen prostor v spektru in tam komponiraš muziko. In je Working Girl, nekaj takega je bil en film, kjer je bilo prvič, da je bila glasba znane pesmi enako glasna kot govor glavnih junakov. Melanie Griffith, igralka? Working Girl. Ne. To se spomnim. Julia Roberts je igrala. Pa Pretty Woman. Pretty Woman. Tako, ok. Ampak tudi on je dober. No, tako. Working Girl je tudi dober. In je... Tam smo samo v debelo gledali, kako lahko nabijajo muziko, tako ti pa razumeš vse, kar se pogovarjajo. Wow. Jaz sem imel en prizor, ne vem, točno, v glavnem, naredili smo en tak godalni kvartet, pa obo, in potem je preko so dali, nekdo je pomival neke lonce, pa stara mama je prišla v coklih v sobo z lesenim podom, plok, klok, klok, blank, tank, blank. In vse skupaj so tiste godalni kvartet je zvenel kot en, ne vem, da je nekdo pozabil vgasniti klimo. Ja, še skok k knjigam. Všeč mi je bilo, kaj je v filmu Praslovan Magnifico komentiral Mongolske pege, tvojo knjigo, in je rekel, da pač on ne bere rad, ampak da je pa to knjigo, bomo rekli, izpil na dušek. Ja, zelo vesel. Jaz nisem bil nikoli zraven, ko so snemali te izjave, nisem hotel vedeti. Jaz sem zvedel za to šele ko je bil film zmontiran. Jaz sem padal na rit, so me zelo ganilo. Ja. Nisem vedel, da je tako hitro prebral, ampak ja, tu je pač ena ta finta, ne, mene kot kantavtorja in potem, ko sem napisal teh nekaj romanov, zdaj še vedno malo po strani gledajo, ker sem bolj v zavesti tisti, ki igra na kitaro in poje. Ampak se pravi, s časoma se to spreminja. Zdaj končujem 4. roman junija, se pravi, čez en mesec ga bom dal uredniku in trenutno razmišljam o prevodih, ker se mi zdi, tako kot so na začetku rekla, da bom tudi kot pisatelj našel sorodne duše kjerkoli po svetu, ampak moram to spraviti v tuje jezike. Ta velike, se pravi za začetek v angleščino. In to, kar sem včasih lahko prepeval, je danes zaradi teh vseh objektivnih okoliščin nemogoče in je v pisanju romanov tu ena moja nova svoboda. Da lahko pišem o tem, kar na radiju ne bi šlo skozi. Ta 3-minutni radio-friendly vzorec, format je pač za kakšen daljši tekst, za kakšen bolj za več besed, recimo, je premajhen. Ne verjamem pa, da je na radijskih programih veliko pesmi, ki bi trajale recimo 6 minut. Nekateri šansoni. Pa klasike, recimo, ne? Igor si, recimo, ne? Ja. Nekateri šansoni so tudi do 8 minut dolgi, ne? Ampak ja, pač dogaja se zdaj zadeve na netu na tak način, da dejansko skozi različne portale lahko vsak pride do informacij, ki ga zanimajo. Ne? In tisti program, ki te spremlja, ne, glede na to, kaj poslušaš, ni vedno škodljiv, je zame včasih zelo koristen, ker mi
ponudi recimo 6 podobnih izvajalcev in jaz se odločim za enega in odkrijem naslednjih 6, pa naslednjih 6 in tako pridem in slišim muziko, pa ne vem, portale, ki jih ne bi sam nikoli odkril, ne. Ker sem pač tehnološko že malo zarjavel. Se pa ne dam, ne, se poskušam učiti in delati s temi zadevami. Up to date, bomo rekli. Da si zelo na tekočem z vsemi možnimi orodji, dajmo tako reči. Ja, tako da, zdaj ga moram, zdaj se nisva videla nekaj časa, moram mu, mislim, da ima mojo drugo knjigo, pa je še ni prebral. Magnifico. Magnifico, ja, tako da zdaj mu moram prinesti še tole, to tretjo, pol pa bomo videli, kaj bo rekel. No. Zelo dobro. Presenetila me je zgodba, jaz ne vem, koliko ljudje to vejo, ki stoji za zarjavelimi trobentami. Da to v bistvu, čeprav ga poješ, da to ni tvoja pesem? Ne, mislim, je moja pesem, postala je skozi čas, nisem pa avtor te pesmi. Zgodba govori o sarajevskem bendu Kongres. Jaz sem se vozil v Sarajevo Alena Uslamoviča učiti slovenščino. Oh my God, naslednje vprašanje. Ker je Goran Bregovič htel napisati posneteno ploščo v vseh jugoslovanskih jezikih takrat. Jaz sem mu prevedel pesem Milicija trenira Strogoču, to je bila ena taka skaza deva, v Miličniki si urijo obrvi, veš, ono Strogoča. In to bi moral Alan pet, ne. In pa sem se vozil celo poletje, to so bili avioni torek v Sarajevo, torek ali pa četrtek. Potem sem preživljal tam cele vikende in to in me je skupina Kongres povabila na snemanje in tam je bilo presenečenje, ker so 2 pesmi posneli v slovenščini, ker je njihov basist pokojni Aljoša Buha živel v Sloveniji. In potem sem pri zarjavelih trobentah večino teksta pustil tako, kot je, ker slovnično ni pravilen, ampak je šarmanten. In dodal eno linijo v refrenu in malo sem aranžma popravil, ali kak bi temu rekel. No, in potem je to išlo, potem je tragična vojna prišla, potem se je basist ubil, on je bil takrat že basist Crvene jabolke v nesreči pri Mostarju. Kitarist Mahir Puri Vatras je pobegnil v Kanado, bobnar, avtor glasbe Adam Šubašič je bil pa težko ranjen v vojni. In jaz sem se pol odločil na svojem prvem samostojnem albumu, da bom to pesem oživel in sem jo posnel in normalno napisal vse avtorje, pa to, ampak to očitno ni nikogar zanimalo in je kasneje še kar nekaj bendov posnelo svoje verzije, pa so kar mene napisali tam. No, zdelo se mi je primerno, da v takšni priložnosti, kot je film, tudi te stvari povem in je kako bi rekel, zdaj sem pač eden od staršev te pesmi. Pa zelo lepo, ker se mi zdi, da to je ena teh prvih, ko se poslušalec pozna s tabo, s tvojo glasbo. Ja. Tista, pač, ko se ti usede, tako je. Res je, ja, takšna je, taka čarobna mala. Ja. Če se vrnemo k slovenščini, ne, nekako te dojemajo tudi kot ambasadorja slovenščine. Mene je recimo navdušil podatek, da so se ljudje v bivši Jugi učili slovenščine preko besedil Lačnega Franca. Ja. To je, da zato sploh znajo nekaj po slovensko povedati, po domač povedano, ne? Ja, pač takrat je bila slovenščina enakopraven jezik, ne? Ja. V resnici pa je bila velika jezikovna barijera, ne? In jaz sem to pač preskakoval na tak način, da sem namenoma ostajal v besedilih v slovenščini
sem pa v najavah posameznih pesmi potem pripovedoval o čem poje. Ne. Na tak način sem tudi prišel do enega stand-upa, ki takrat še ni imel imena stand-up, ampak so to bile najave, recimo. Ne. In takrat je publika potem začela te tekste brati s slovarjem v rokah in so potem razumeli neke stvari. Vedeli so, da če ne želim imeti pesmi v bunkerju, da jih moram pisati v dveh pomenih. Ne. Ja. In jaz sem to dnevno politično kritiko zavil v erotične barve. Ne. Recimo pri Nemi dihati za ovratnik je pesem namenjena takratni partiji. Ne. Je tam en vers, veš, da še stari ne spi. Ne. Vsi, ki so malo pomislili, so se spomnili, kdo ima partizansko ime Stari. Okay. In pač tisti so se hahljali zraven, ne. Tovariš Tito je bil Stari, ne. In ostali so pa pesem razumeli kot eno tako erotično zafrkancijo, ne. In prav je tako, tudi še danes se mi zgodi, da kakšno pesem čisto po svoje interpretira. Ne vem, zdaj so potegnili ven Vaterpolista, pa so potem zraven naložili toliko zabavnih zadev. Šlo je pa za to, da sem Vaterpolista kot športnika vzel kot sinonim, ker so nekaj časa veljali za najlepše grajene športnike. Sinonim za otroke, ki se jih starši ne sramujejo. Ne. Se pravi, za tiste ta pridne. Ne. Jaz sem bil bolj pri porednih. Ja. Glede na to, kaj se je dogajalo, recimo tvoja zdravljica, tvoja verzija zdravljice, to je bil cela štala, bi to rekel. Ja, hitro so jo prepovedali. Takaj sem bil obsojen, da podpiram samostojno Slovenijo, kar sem jo res, ampak ta pesem je pela o prijateljstvu med narodi, ne, o lepih puncah, o dobrem vinu, ne vem, ampak pač takrat je takoj padla v bunker. Ne. So mi pa pisale učiteljice slovenskega jezika, pisma, takrat še ni bilo teh, vse je bilo v pismih, da se mi zahvaljujejo, ker zdaj otrok več ni treba učiti, ker so se sami od sebe naučili zdravljico. Ne. In sreča jo lahko danes normalno izvajamo, ker tiste kitice, ki je pa uradna himna, tiste pa nisem dal noter. Je bilo pa zelo zabavno na snemanju te zdravljice. Morala bi biti del filma, ampak smo se potem zmenili, da mora biti pod 2 urama. In zdaj, ko že toliko govoriva o filmu, lahko s ponosom povem, da od 1. junija naprej bo na HBO-ju praslovan. Super, odlično. Tako da ga bo lahko potem vsak pogledate, da ne bo vsega povedala. Ne? Ja. Ampak, kar se pa filma tiče, to pa še morava, da si bil enkrat res zelo poredana, ne? Oziroma nisi bil edini, si imel partnerja pri tem. Snemali ste, kako ne rečem, jugoslovansko verzijo We Are The World, a ne? Ja. Ta scena se pravi dobrodelno namenjeno in tako naprej. In ti pa čak, kdo je še bil? To je Vlada Divljan. Sta bila malo... Šef Ja. idolov. Ne tega povedati zdaj. To naj ostane. Okay. To je v filmu tako lepo zmontirano in povedano, da bi mi zdaj samo pokvarila. To je res. Bi ljudje dobili drugačen vtis. Ja, to se zgodi, takšna stvar pač zelo spontano. In tisto, kar je bila osnovna ideja, ko sva Sloboda nam nekako postavljala okostnjak za scenarij, je, da jaz nisem želel skrivati svojih oslarij in napak, ker sem se hotel predstaviti
kot kompletna avtorska oseba in nisem hotel jaz govoriti o sebi, ampak da drugi govorijo o meni. In pa ti igrani prizori, tiste duhovit muzej in vse te stvari, to je potem dejansko, kjerkoli je bil film na kakršnem koli festivalu, je vedno dobil nagrado publike. In to je najlepša nagrada. Je pa res, da je kot amfibija, ne, se pravi, je igrano dokumentarni, potem ne more konkurirati pri igranih, ne more potem smo vedno gostje festivala. Se te bošali. En tak, spremljajoči program, nekaj v tem smislu. Zdaj, mislim, da bova šla na Kosovo. Jaz nisem bil še nikoli na Kosovo, v Prizren. Morala bi v Dubaj, pa je tam ta oranžni zakuhal celo sranje. Tako da zdaj mogoče na Švedsko. Praslovanj bo kar še nekaj časa. Bo preplaval še nekaj rek, se mi zdi. Bo preplaval še nekaj rek in pa, kako bi rekel, letvico je postavil zelo visoko. Vsak, ki bo se zdaj lotil igrano dokumentarnih filmov, ga bo moral upoštevati. Ja, je kar zelo dober primer, ja, se strinjam. Zoran, a je bila največja napaka tisti sodnik? Ne. Ni bila to največja napaka? Ne. Tista je bila grozna bedarija. Bedarija, okej. Bedarija. Ja. Največje napake v bistvu nisem napravil. In upam, da je tudi ne bom. Bili smo kot skupina Lačni Franc globalno slovensko popularni s pesmijo Naša Lidija je pri vojakih. Ja. To je prvi slovenski turbo folk komad, ki je potem kriv še za vse ostale brizgalne brizge, pa ne vem, ja. Agropop je recimo bil na začetku band, ki je hotel ironizirati narodno zabavne junake. Pa so pa sami to postali. Ta vlastna štost se hitro poje. In nas bi tudi. In takrat smo bili povsod vabljeni, povsod prišlo je do paradoksa, če si predstavljaš, da smo maskirali smo se v Lasulje in nastopali kot skupina Top Ziza iz Lenarta in izvajali Lidijo. In potem to dvakrat, kot sami svoja predskupina. In ko smo dvakrat morali zaigrati Lidijo in smo šli dol in se vrnili kot Lačni Franc, so nas izžvižgali. Publika je htela Top Zizo iz Lenarta in tisto muziko. In zakaj smo bili takrat kraljevsko plačani in to je bilo zelo krizno obdobje Lačnega Franca. K sreči nas to ni premamlo in smo potem nikoli več nismo naredili nobene take Lidije. Mi smo pripeljali v rock'n'roll harmoniko z čisto drugačnim namenom. Tukaj je pa harmonika potem nekako po tistem enostavno nismo več vključevali, ker smo se bali, da bo vzbujala napačne asociacije. No, tako to bi bila recimo največja napaka. Drugače sem pa napravil kar nekaj oslari, nekaj teh recimo pravil sem prelomil, recimo ta, o čemer sva tudi že govorila, da sem pač odkrito povedal, da zelo spoštujem partizane, da ločim partizane od komunistov. In pač v Sloveniji to ni možno, ne? Ker nekateri tega nočejo razumeti. Sem v tistem trenutku izgubil najmanj pol publike. Ne? Pač Slovenija je ena žemljica, ne? Počena je na dve polovički. In ti vzdevki, ki sem jih potem dobival, ne? Zdaj tu je Barbara povedala nekaj, ne?
Meni so grozili po telefonu, pošiljali razna pisma. Barbara je skrila ključe od nabiralnika, da jih otroci ne vidijo. In jaz sem se potem od enega, ki ga je bivši režim dal na črno listo in preganjal, danes sem pa komunajzer. Zdaj sem pa zaradi partizanov postal komunajzer. Ampak to je to. Če sem zaradi tega, ker ne verjamem lažem in nisem rasist in nisem seksist, ker sem feminist že skozi. Če spoštujem vse drugačne, če sem zato komunajzer, pa naj bom. Kako pa na politiko gledaš? Ne gledam je več. Ne morem, zmatrali so me. Ker to paše nekako k temu to je vsemu. pač tisto, kar je, veš, ne smemo zdaj zaradi tega ne iti na volitve. Ne. Moramo iti na volitve, moramo imeti svoje junake, se opredeliti. Ne. Je pa res, da jaz bom, recimo, če mi bo naklonjeno živel še 20 let. Ne. In res ne bi rad časa zapravljal s temi pajaci, ki jih gledamo že predolgo. Pa zgleda, da jih še kar bomo. Pa nekako, no. Ja, ampak v enem trenutku je vseeno treba reči ne. In zdaj se mi, da zdaj ravno te dneve je taka situacija, da pač treba ostati na čel. Ne. Če ga je nekdo posral in je to ogrozilo našo družbo, potem mora za to odgovarjati. Ne. Drugače ne gre, drugače bomo tako kot so že marsikateri pred nami drago plačali. Rada bi se malo vrnila nazaj, zato ker se mi zdi, da si primeren, da mi boš znal odgovoriti na to vprašanje. Se vem, da se mi zdi, da so tudi neke dokumentarce tudi o tem snemali. Zakaj je ta glasba, ala brizgalna brizga, ala vse ta podeželski popen rock, ali kakorkoli, zakaj je to tako zelo priljubljeno pri ljudeh? Zakaj je bila recimo Lidija tako zelo priljubljena? Kaj je to, ta formula? Kako bi rekel, najširši del naše družbe ali pa vsake družbe, ne, so pač ljudje, ki ne berejo dovolj, so premalo radovedni, preveč verjamejo medijem, nekako se držijo nekih ustaljenih pravil na tak način, da če nekdo reče, to je pa fajn, ali pa če sosedje začnejo za zajtrk jesti mandarine, jih bojo oni tudi. Kako to uskladiš, se pravi družinsko življenje s kariero? Ker pri tebi je tudi veliko potovanj bilo, a ne? To je tudi, kako bi rekel, eden od vzrokov, da ta prvi zakon ni uspel, ne, ker sva imela različne želje in poglede na prihodnost. Ne. Jaz sem padel v rock'n'roll in bil na turnejah, živel neke stvari. Ona je delala v banki in dejansko preživljala družino. Potem se je to nekako izenačilo in skratka, pač se zgodi, ne, premlada sva bila to je bil davek, ki sva ga plačala in no, ampak danes je spet vse na svojem mestu in tisto, na kar sem najbolj ponosen zdaj, da vsi 4 fantje si še nikoli niso rekli polbrat. Nikoli.
vsaj jaz nisem slišal, da bi kdo od njih uporabil to besedo. Ne. Zarja je pa tu kraljica. Ne. Zdaj, vsi Zarjini fantje morajo skozi sito 4 bratov. In to je včasih zelo zabavno opazovati. Mislim, za Zarjo verjetno ni tako zabavno, ne? Ne, za Zarjo ni tako zabavno. Ampak gre nekako. Hecno mi je, da ko si ti doma, se ne posluša tvoje muzike. Ne, tega pa res ne maram. To pa prosim vse, da če že kdo posluša, da ugasne, ko pridem tja, in pa gostom nikdar ne izpolnim želje, da bi dal kako svojo ploščo gor. Pa ne morem. Pa pridejo s temi željami? Včasih ja, veš kaj, me zanima, kaj ste to počeli zdaj, imaš tisto... Pol mu je reči, dam, idi, pa si jo doma daj gor. Recimo Ikebano, prvo ploščo sem razdelil 18. primerek je moj, za večno skrit na neznani lokaciji, ki ga ne dam več. In če me danes kdo vpraša, če imam, to nimam. Hudo. Ne, veš, kolikokrat slišiš te stvari v studiu, predno so končane. In tudi, ko je kje kaki radio, edina izjema je, ko moram recimo zapeti kakšen koncertni program, pa ga že dolgo nisem izvajal. Potem si dam tisto ploščo gor. Zdaj recimo pojem Arsenove pesmi v Gypsy Swing aranžmanih in če so predolge pauze med koncerti, potem si dam v avtu ali pa nekje, da se mi osveži spomin. Ker pač pojem v jugoesperantu, v slovenščini, v angleščini, francoščini in takrat moram malo poslušati tudi svoje komade, posnetke v bistvu. Ampak če pa recimo prideš v kakšen lokal ali kaj tacka, ne? A se kdaj zgodi, da te valjda... Se zgodi, in pol dajo recimo to... Pa ne dajo zaradi mene, no, včasih dajo zaradi mene. Enkrat sem bil v avtopralnici, pa so navijali en komad in je bilo vse super, dokler me niso zagledali. Ko so ga dali bolj na glas. In pa si jaz gledal v tla in sem čakal, da mine. In pa je minilo. Dopet, da niso dali naslednjega. Ja. Ne vem, no, jaz si ne znam predstavljati, da bi moral doma sebe poslušati. Škoda časa. Si res vraževeren? Za nekatere stvari pa res, recimo, ne maram hoditi, to me na Jacka Nicholsona iz enega filma spominja, skozi te rumene oznake za invalide. Da jo sekaš, da greš čez. Sploh grem okrog. Ok, prvi slišal. Ja, nekak mi je, ne vem, ni mi fajn. Pa verjetno imam še kakšno tako čudno vraževernost, ne. To je enako kot jaz sem ateist, ne. Objektivno, ampak spoštujem vse vernike, to so osebne stvari vsakega posameznika. Cerkev je druga stvar. Ampak ta moj ateizem se spremeni, jaz se spremenim v agnostika, ko se na 10.000 metrov avion malo tako zatrese, pa takoj začnem razmišljati o vseh višjih silah, ki bi mogoče lahko priskočile na pomoč, ne. In pa obvezno, če kdo od otrok zboli. Takrat sem pa tudi agnostik takoj, dokler ne ozdravi. Pa sem pa spet ateist. Tako da, kdor prizna, se mu pol oprosti. Zoran, če pogledaš nazaj na to neverjetno življenje, ki bo še dolgo trajalo, da se razume, si zadovoljen? Ja. Posebej, če se dobimo vsi otroci in vnuki nekje, to se redko kdaj zgodi takrat, ker cvetim od sreče. Pa tudi nasplošno, ko se slišimo, vidimo, srečujemo. Kako bi rekel, tukaj je en čas, ki mi ga zavidajo, zdaj tudi lastni otroci, da sem bil mlad v 80-ih.
ker njihova mladost zdaj ni takšna in posebej z moje vnukinje in vnuki bodo živeli v enem čudnem svetu, ki ne bo takšen, kot je bil moj. In tako da sem zelo zadovoljen. Pač v dveh državah, v dveh sistemih, v času, ki jo je padel Berlinski zid, ko se je svet temeljito spremenil, nažalost tudi v času teh krvavih vojn in zdaj, ko se postavljajo neki temelji, ko se je pokazalo, da je analognost vseeno ni samo zastarelost, konzervativnost, ampak je nekaj tako človeškega, da mora to človek obdržati. Ne. To pa zdaj, če sem bolj praktičen, vinilne plošče, ne, gramofoni, knjige iz papirja, ta von tega, ta občutek, ne, živi koncerti, ne, izvajanje glasbe v živo. To so neke stvari, ki mi veliko pomenijo in dokler je temu tako, sem zadovoljen. Pa ljubezen partnerska. Rada bi te čestitala z Barbaro, sta imela neko obletnico, ne? Zdaj sva imela 14. maja na Švedskem. Midva se znala fajn prepirati. Ne. To se mi zdi, da je zelo pomembno za vsak par, ker če se ti nabira, pa to je zelo slabo. To je treba eksplodirati, se skregati, pa se potem pobotati, pa iti naprej. Ne. In to se mi zdi, da je edini pravi recept, ker tisti, ki to v sebi zakopljajo, tisti niso dolgo skupaj. Ne. To se mi zdi en zelo dober recept, ki bi ga mogli upoštevati in živeti. Še plani za naprej, ker vidim, da jih je še veliko. Ta nek koncept, kako povezuješ v bistvu, bom rekla, različne države, Slovenijo z južnimi državami, a ne? Izmenjava glasbenikov, lahko rečem. Ja, res je. To je nekaj takega, kar veliko ljudi je ravno preko Praslovana odkrilo moje druge barve. So priznali, jaz pa tega sploh nisem vedel od tebi. In recimo, če je bil kdo z mano, ki je v Zagrebu ali pa v Sarajevu, Beogradu, da so me ljudje ustavljali na ulici, pa so se hteli slikati z mano ali pa karkoli, ker to se mi v Sloveniji ne dogaja. Ne? In predlani sva z Nikolo Čuturilom, mojim kolegom, kitaristom, po 40 letih našla čas, da narediva nekaj skupaj in sva posnela album z naslovom Analogna rasa. Jaz sem napisal naslovni komad, dal bendu ime in tu sva se odlično ujela. In potem sem dobil še eno idejo, da bi to bila odlična priložnost, da se na koncertih Analogne rase v Srbiji predstavijo moji slovenski kolegi in obratno na koncertih Analogne rase v Sloveniji srbski mladi, novi, zanimivi. In je ratalo, ne? Že takoj je bil mislim, da je bil v Čačku sta bila midva. Ja. Tam je bil en poseben hec, ko sta se pogovarjala med kosilom v svojem srbo-hrvaškem esperantu. Sta natakarju rekla, nas dvoje imamo 3 dece. In je on mislil, da sta geja. Pol je bil Gušti v Nišu, brata Vuksanović v Beogradu, Mef v Novem Sadu. Wow. Kaj pa mlajši? So tudi zraven? Ja, zdaj smo bili ta del, prosim, izreži. Da se ne spomni tega mariborskega benda, vedno mi Dem, Alostari. Ne. Zdaj so imeli en promocijo novega albuma. Runner. Ne, to je Ok, zdaj to stran. Dobro. Skratka,
Bomo spustila ta mladi. Ja. Murphyje sem srečal zadnjič v Beogradu, so me povabili na večerjo, tako da mogoče bomo jeseni še njih. V Zagrebu oni dosti igrajo tudi, ja. Tudi. Ja. Zdaj se ta vrata odpirajo in se mi zdi to dobra stvar. Tu moram pohvaliti, Sazas je bil pripravljen v sodelovanje in pokrije stroške bendom. Tako da se mi zdi, da se zna z tega roditi kar nekaj. Zdaj se bo začela druga dolga sezona in verjetno bo to še trajalo. Ne? Danes pri Batistih sem videl, da imajo interese tam in verjetno se bomo tudi kaj dogovorili. In je zelo, zelo dobro sprejeto. Ne? In obratno, ko je bil Kralj Čačka v Sloveniji, to je en mlad kantautor srpski, ki si je iz ironičnih namenov vzdevek dal, je bil zelo sprejet, dobro sprejet, Lartan Lili, pa skratka, Analogna rasa je projekt, ki povezuje barijere. Verjetno bomo vključili čez čas tudi vse ostale in mogoče tudi potem se obrnili na sever, pa koga z Avstrije, Madžarske, Italije. Pač odvisno od interesov. Jaz želim, da se to dobro izpelje, da se lepo razplete. Hvala. To vse, kar lahko rečem. Hvala tebi za povabilo. Meni se sploh ni vleklo drugačno. Čeprav govoriš počasi. Ja, tiste ene dele kar skrajšate malo, tako da bom izpadel malo bolj pameten. Jaz mislim, da si že potrdil to večkrat. Zora, hvala, ker si prišel. Pozdravi družino in ostanite tako krasni še naprej. Bom tudi ti. Čau.